Kakšen je torej vaš kratek komentar nocojšnjega soočenja, vaša ocena, argumentiranost, govorjenja, bomo rekli? No, današnje soočenje je bilo izjemno blago, bi rekel, kar je po svoje lahko dobro, ker so argumenti prišli bolj do izraza, oziroma do izraza je prišlo tudi to, da morda kdo ni imel argumentov. No, prepričan sem, da sem jih sam imel. Vsi razpravljalci so predstavili svoje stališča, tako da argumentiranost je bila prisotna v vseh njihovih izvajanjih, seveda pa so bile izhodišča zelo različna. Ja, mislim, da je kar nekaj ljudi znalo predstaviti določene argumente, vendar nažalost ti argumenti potem izzvenijo v neko splošno obravnavo, ki ne kaže na to, kako se bodo zadeve reševale. Jaz sem poskušal v svojem nastopu predstaviti konkretne stvari, ki so bile narejene, ki se trenutno izvajajo in ki se lahko delajo tudi v bodoče. Upam, da sem bil pri tem uspešen, vendar je seveda dokaj težko razložiti v tako kratkem času vse tiste bistvene podrobnosti, ki zanimajo človeka, ki zanimajo Mariborčane in ki zanimajo okolico Maribora. In nedvoumno se mi zdi pomembno to, da če se bo iz teh volitev izrodilo to, da bomo vsi, ki bomo izvoljeni v Mariboru, upam, da bom med njimi, znali tudi stopiti skupaj, ne glede na stranko in zagovarjati interese ne samo mesta Maribor, ampak seveda širše regije. Torej, bilo je relativno malo časa za veliko govornikov, ki smo imeli seveda ambicijo veliko povedati. Ampak v temelju bi rekel, da se mi zdi, da se je mariborska politika okoli nekaterih stvari poenotila, da vidi strateške smeri razvoja Maribora na podoben način in to se mi zdi dober obet za to, da bo mariborska politika povezovalna in da bo znala, bom rekel, v državnem zboru izboriti tiste interese, za katerimi Maribor stoji. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Mislim, da so bili dobri argumenti, predvsem pa je to soočenje pokazalo, kaj kandidati menijo o Mariboru, oziroma iztočnica so bila mariborska vprašanja, seveda pa to nanese tudi na to, da govorimo o svetu in Mariboru v svetu. Mislim, da je bilo zelo na visoki ravni, bom rekel, da je bilo celo fair, bolj kot sem nekako pričakoval, zelo malo je bilo ali pa skoraj da nič nekih nizkih udarcev, tako da mislim, da je bila zelo kvalitetna zasedba in mislim, da smo spregovorili o teh najbolj aktualnih problemih, predvsem kar se Maribora tiče. Katere pa so tri stvari, katerekoli, ki jih Maribor potrebuje v naslednjih 4 letih in jih lahko realno tudi dobi? Kaj lahko dobi Maribor v 3 letih? Ja, vsekakor znanstveni park, kot sem ga že omenil. Vodooskrba na povsem novi ravni in pa recimo še temu multimedijski center oziroma Artkino. Ja, Maribor bi moral nadaljevati z svojimi projekti na področju šolstva. Dokončno bo izpeljan projekt konsolidacije pravosodnih organov in seveda tudi novi klinični center. Maribor lahko dokončno si uredi obvoz tranzita skozi mesto oziroma okoli mesta. To je realen cilj, ki je v veliki meri že narejen in bo sigurno dokončan in je nedvoumno zasluga te vlade. Maribor mora dobiti letališče, ki bo sodobno letališče, na katerega bodo prišli prevozniki in ki bodo pripeljali veliko število turistov v Maribor in na podlagi tega bomo lahko v Mariboru razvijali turizem, če temu rečemo čisto industrijo, kjer lahko Maribor in okolica ponudi izjemne gurmanske užitke tujim turistom in seveda postavi mesto Maribor na zemljevid tako, kot je potrebno. Ne nazadnje imamo Klopotec, ki ga nimajo nikjer drugje. Torej, lahko pridobi veliko boljše infrastrukture, zato da bo življenje skupnosti boljše, da bodo gospodarske priložnosti bolje izkoriščene in da bo podjetniški potencial bolje izrabljen. O konkretnih projektih lahko govorimo na dolgo in široko, od univerzijade, Evropske prestolnice kulture, do programa varstva okolja, do kopenskega logističnega centra Oreh. To so projekti, ki so realnost, ki jih Maribor mora izvesti, ker predstavljajo zanj izjemen razvojni potencial. In da, če bom poslanec državnega zbora, bom dal zadnjo kapljo krvi za te projekte. Lahko bi predvsem boljše uredili infrastrukturo na desnem bregu reke Drave v Mariboru. Ta infrastruktura je katastrofalna in mnogo slabša kot na levem bregu. To je prva stvar. Druga stvar, lahko bi uredili, da bi letališče normalno funkcioniralo in tretja stvar, lahko bi obogatili turistično ponudbo.
Torej, glede na funkcijo, ki jo upravljam, torej podžupana Mestne občine Maribor, se vsekakor želim ene spremembe zakona o financiranju občin, večjega, bom rekel, posluha države do občin, to nekako tako spada skupaj. Sledeča zadeva bi bila, da bi bilo nujno, vsaj po moji oceni, ministrstvo ali dva pripeljati Maribor, ne samo Maribor, ampak mislim, da je Slovenija tako majhna, da bi lahko bila ministrstva raztepena, če lahko uporabim ta izraz, širom Slovenije, vendar pa mislim, da Maribor kot drugo mesto si zasluži ministrstvo. Jaz sem bil nekako zelo presenečen, ko sem danes ravno v Večeru prebral potencialne ministrske ekipe dveh največjih strank, od katerih se pričakuje zmaga, in prav nekako zgrožen sem bil, da med njimi nekako ni Mariborčanov oziroma ljudi, ki bi živeli in delovali